Profesor Mihajlović, ste eden naših najuspešnejših in najuglednejših znanstvenikov. V strokovni in znanstveni javnosti pa ste zbudili ponovno pozornost s pridobitvijo projekta ERC, v okviru katerega boste razvijali podlago za komercializacijo že doseženih znanstvenih spoznanj oziroma rezultatov. Lahko predstavite dosežek, za katerega boste pripravljali podlago za komercialni razvoj? V okviru ERC projekta, ki je fundamentalne narave, smo prišli do nekega odkritja. In sicer s pomočjo laserja smo posvetili na neko nenavadno snov in povzročili, da spremeni upornost v kratkem času, 10 na -14 sekundi. Torej, to je zelo zanimivo, ker upor se lahko uporablja kot spominski element. In to je osnova za nadaljnje razmišljanje o tem, ali bi morda se dalo narediti komercialno zanimiv izdelek, oziroma koncept najprej, potem tehnologijo, na koncu pa še izdelek. Ja, ERC temelji predvsem na razvoju bazičnih raziskav. Koliko je pa v njihovi razvojni filozofiji prostora za spodbujanje tudi komercializacije posameznih odkritij? Ja, osnovno spoznanje, ki ni novo, je to, da večina pravzaprav revolucij v tehnologiji pride iz temeljnih raziskav. Ne da se napovedati odkritja vnaprej, in zgolj radovednost in brskanje na način, ki je prilagojen temeljnim raziskavam, privede dejansko do nekih zares pomembnih novih odkritij. Zdaj pa ERC je pa to nekako izrablja, to spoznanje, s tem, da ima poseben razpis, ki je namenjen prav nekako postavitvi nekega koncepta komercializacije takega odkritja. To so lahko zelo različne stvari. Nekatere so takoj uporabne, so že podjetja tako rekoč pripravljena takoj financirati, druga so pa še recimo bolj na daljši rok. Kot vemo pa, večina odkritij pa patentov se realizira tam šele po 17 letih. To je pa pač povprečje statistike. Vi vedno poudarjate, da ima vsaka bazična raziskava prej ali slej komercialno vrednost, ne? Česar se pa mnogi odločevalci sicer premalo zavedajo. Ste takrat, ko ste opravljali prej omenjeno raziskavo prehodov na ultrahitri časovni skali, že kaj razmišljali o potencialni aplikabilnosti? Ne, prav nič. Torej, to sploh ni bilo, o tem sploh nisem razmišljal. Šele kasneje, pravzaprav, ko smo to že odkrili in gotovili, že opisali in objavili članek, takrat nekako smo se odločili, da napišemo patent istočasno, in ta patent nam je pač omogočil, da se to zaščitimo, to intelektualno pravico. Ampak tudi takrat je bilo to še več ali manj nekako v drugem planu. Šele kasneje, ko smo ugotovili, kako zelo uporabno to je, smo se pač odločili, da razvijamo zadevo naprej. Potem smo izvedli še neke eksperimente, ki potem je bil objava v Nature tudi tega, in to tudi nekako končni rezultat je bil pač, da se opogumimo in rečemo, dajmo pogledati, če se da tle tudi kaj komercialno zastaviti. In to je pač cilj tega projekta. To je zanimivo, da na nek način zanikate ali pa skušate razložiti, da recimo, ko delate neko raziskavo, ko se lotevate, ko iščete nekaj novega, zanikate, da bi šlo v mislih, vsaj na zavedni ravni, morda vseeno recimo v hipotalamusu, klikne kaj, kar bi se pa dalo uporabiti. No, in če tega ni, kaj vas potem žene k temu? No, žene nas temeljna, osnovna radovednost poznavanja narave, fundamentalnega odkritja sveta okrog sebe. Mislim, to je tisto, kar žene vsakega, po moje, uspešnega raziskovalca, bistveno bolj kot neka jasna, neka očitna uporabnost. Po drugi strani, ko pa to imaš, pa to zelo, kako bi rekel, dober občutek, da nekaj, torej,
zakaj me to ne skrbi? Zakaj me ne skrbi, da se temeljnim raziskavam posvečam? Zato, ker dobro vem in izkušen iz kolegov in svojih, da vedno pride do neke komercialnega učinka. Vprašanje, ki se pa pri nas pogosto pojavlja, ali znamo potem tukaj to izkoristiti, tukaj so pa malo večje težave. Kako vi to filozofijo, to miselnost prenesete na vaše mlajše kolege? Ste ugledni profesor, ugledni mentor. To najbrž danes ni tako lahko. No, jaz mislim, da študenti so zelo različni. Nekateri so zelo osredotočeni na nek konkretne cilje, bolj inženirsko, rečemo, usmerjeni. Treba je narediti določen projekt, narediti most čez Sočo, in to je to. In se ve kako in se pač pobrska in se nauči, kako se to dela in to jim je všeč. In tako delajo ponavadi v podjetjih. To se pravi, imajo zelo jasen cilj, opredeljeno, kaj je treba narediti, uporabijo svoje možgane za to, da to rešijo, te uganke ali probleme in potem na osnovi tega napreduje, oziroma pač se proizvodi nastajajo. To gre za inkrementalni razvoj. Tega je ogromno potrebno, to je rečemo, razvoj tehnologije, tako poteka. Medtem ko za nekako velike preboje gre pa drugače. Tam je pa pač bolj temeljna raziskava tista, ki privede do tega in tudi naključje, oziroma v fiziki imamo zelo znano formulo, da je verjetnost za nek dogodek, recimo uspeh, je proporcionalna številu naskokov krat verjetnost za enkratni uspeh. To se pravi, ni dovolj, da je verjetnost velika, tudi velikrat je treba poskusiti. No, in tukaj je pa pač pri temeljnih raziskavah pomembno, da je človek nekako inventiven in gre ven ves čas menja področja, vedno se pač poskuša nekaj novega poiskati, raziskavati, kar še drugi niso. To je ključ. Ja, vi ste fizik, ne? Kako bi recimo, vi ste hitro rekli, da matematizirate recimo neko delo, neko raziskavo, kako bi recimo družboslovcu svetovali? Ker družboslovec ne temelji na preizkusih. Prav nič ni drugače. Mislim, da novo družboslovje, to, kar nekateri že izvajajo, ima v veliki meri matematično zaledje. Pripelje tudi do zelo nezaželenih posledic, kot smo videli pri volitvah nedavnih v ZDA, v Angliji, kjer se je manipulacija z podatki in njihova, skoraj bi rekel, zloraba potem izkazala v nekih volilnih rezultatih, ki so kasneje se pokazali kot dejansko to, torej nekakšno načrtno zavajanje. To očitno se bo morali vsi naučiti to uporabljati oziroma prepoznati te nevarnosti in tudi nekako na to se odzvati. Se pravi, tako politika kot tudi znanost v družboslovju. To je, v Sloveniji to ni zelo razvito, pa tudi marsikje v svetu. Je pa zanimivo, da mogoče nekateri, ki se s tem ukvarjajo, imajo pa tudi veliko težave, da bi se uveljavili med družboslovci, torej fiziki, ki se lotevajo družboslovnih tem. No, glede na to, da ste omenili recimo volitve, recimo pred nekaj meseci v Ameriki, pa Brexit v Angliji, ki je seveda ponudil napačne ocene izidov. A so recimo te družboslovci uporabili napačno metodo, napačen način, recimo te predikcije? Ena stvar je samo ta nekakšna napoved volilnega izida. To očitno se uporablja zastarele metode. Očitno, rezultat je to pokazal. Jaz sem govoril bolj o nečem drugem, in sicer, da so konkretno s pomočjo socialnih omrežij iskali volivce, ki so posebej dovzetni do prepričevanja v določeno smer. In so potem zelo, tako rekoči, v realnem času nekako analizirali, kakšen vpliv je imelo določen politični nastop
na te volivce in na ta način direktno spreminjali nastop in še potencirali določene rečemo, izjave oziroma na koncu vse se je skazalo, da so to izmišljena dejstva, ne? Ampak se samo izključno z ciljem, da se pač manipulira s tistim delom javnosti, ki je potencialno podpira določeno. Kaj pa sicer mislite o recimo teh socialnih omrežjih, ki ste jih omenili, ne? Tu se zdaj zelo velika znanost razvija, ne? Mnogo vrhunskih, ne vem, IT strokovnjakov, fizikov, matematikov se s tem ukvarja, ker imajo ta big data, ne? Mislim. Utegne to kdaj spremeniti recimo naš pogled recimo na tudi družboslovne recimo dogodke? No, torej, kot sem rekel, recimo podjetja, ki so to izvajala pred kratkim, pretežno zaposlujejo fizike. Poznam primer fizika, ki se je zgroženo zapustil podjetje, ko je gotovo, kaj se dela, ne, iz Cambridge. In ta je tudi dal intervju na medijih, mislim nekje. Torej, to je bilo očitno, torej nekako, ne bom se zdaj z politične stvari spuščal, ampak njegove izjave so bile dokaj šokantne. Kakšne metode in kakšni so bili cilji. Torej, se pravi, je možno manipulirati s tem? To je že vse se dogaja prav očitno in tudi dokumentirano in javno dostopno na spletu tistim, ki se lahko, ki želijo to povrskati. No, profesor Mihajlović, vaše ugotovitve so gotovo zanimive za mnoge potencialne uporabnike, predvsem tehnološko. Ampak to nimo, No, zdaj sva nazaj pri vaših raziskavah. Kot rečeno so vaše ugotovitve, vaše odkritja zanimiva predvsem za tehnološko razvite države, propulzivna gospodarstva, predvsem pa razvoj računalniške prihodnosti. Pa me zanima, kako ocenjujete, v kakšni smeri se utegne naša prihodnost spremeniti, kako bo vedno bolj spreminjala naša življenja glede na tehnološki razvoj? No, kamor tudi seveda vi vstopate. Zelo je očitno v zadnjih letih še posebej, da se bolj, ko se razvite države, bolj se posvečajo znanosti in razvoju. Amerika je trenutno anomalija, z nekimi napovedmi, ampak zdaj se še nič ni zgodilo. In tudi, recimo, Anglija pa ni, ne? Tudi, v Angliji se tudi za časa krize 2008 so še posebej poudarili raziskave in razvoj. In to je edini resor, ki ni bil rezan. Podobno v Avstriji, za časa krize so povečali celo raziskave in razvoj. Zakaj? Zato, ker so prepoznali, da pač to je v moderni družbi to tisto, kar je nekako gonilna sila gospodarstva. Brez nekega znanja, ki temelji na spoznavanju, torej raziskave, ne, ki privede do novih znanj, so najbolj uporabne za podjetje. Tudi recimo ta naš primer je tukaj dokaj očiten. Ne. To znanje ima potencialno vrednost, samo če jo mi uspemo nekako pripeljati do tehnološke stopnje, ki je komercialno zanimiva. Problem, ki se pa pojavlja, ne, je, da te države, ki dejansko toliko veliko vlagajo, nam poberajo vse študente. Ne, da imamo na panoje z reklamo za Graško univerzo, ne, tehnično univerzo v Gradcu, po celi Sloveniji so jumbo plakati, ki vabijo naše študente k njim na študij. Ne. To je povsem jasno, njihova logika je povsem jasna. Zdaj, predstavljate se vi, kako bi bilo, če bi mi, Slovenci, začeli prvič sploh razmišljati o tem, da je znanost in znanje pomembno, drugič pa potem pa po sosednjih državah postavili take jumbo plakate. No, tako daleč smo v miselnosti od, recimo, Avstrije. Ja, saj Slovenija, kot je očitno, ne, ni najboljši znanstveni kondiciji, ne? In kot ste rekli, se tudi sami ukvarjate s tem, da vam dobri kadri odhajajo, ne? Pa me zanima, kakšno je vaše mnenje o pospešenem reklamiranju ali pa spodbujanju tako imenovanih start-upov, to so zagonska podjetja ali pa spin-offov, ta odcepljena podjetja, kjer lahko recimo izobražen kader najde neko svojo nišo in
kot se včasih reklo, a ne, uresniči ta svoj prebitek osebnosti, ne, znanja. Če malo pogledamo od start-upe, njihovo aktivnosti, s čem se ukvarja, ne temelji na neznanju. Niti enega ne poznam, ki temelji na neznanju. Torej, kje te znanje pridobivajo? Ja, pač v nekih na univerzah, šolah in tako naprej. Kakšno znanje pridobi, pa je odvisno od tega, kakšno je učiteljski kader, kakšen je, pač kako dobri so učitelji. Če učitelji nimajo denarja za raziskave, bojo pač za nič. In njihovo znanje, ki bojo producirali teh študentih, bo slabo. Torej, to je povsem nekako dokaj trivialno in jasno. No. Torej, ne pa očitno vladni politiki. Ampak a je to recimo način, ki bo recimo, ne vem, veliko dodano vrednost recimo slovenskemu gospodarstvu, pa morda tudi delno znanosti prinesel. Ja, če bi se to recimo tako torej, sigurno ta spodbujanja so zelo koristna, ta del, mislim, torej, mimogrede, to se dogaja mimo vladne politike. Ne? Tle tehnološke agencije nimamo, ki bi to spodbujala. Je ena od redkih držav na svetu, ki tega nima, ki ne spodbuja tehnološke raziskave. Torej, pa kljub temu se pač neka podjetja dvigujejo in to je samo izredno pozitivno. Kar je nerodno, je to, da potem zelo hitro zginejo iz slovenskega prostora. In to je zopet stvar okolja, ki ga je pač treba ustrezno stimulirati in pripraviti, zato da bojo tukaj ostali. In negovati, ne? In seveda, predvsem pa prisluhniti njihovim željam, mislim, ne neke birokratske odgovore na njihove želje, ne, ki so samo zato, ker se jim pač ne ljubi nič. Ali pa ne vem.